Branko Kidrič, direktorica NSTO gospa Maja Pak, spoštovana solastnika zdravilišča Rogaško zdravstvo, magistrica Marija Gorenšek-Moškon in profesor dr. Bojan Tepeš, dragi gostje. Prav lepo pozdravljeni v čudovitem objemu Rogaške Slatine. Lepa hvala, da ste nas počastili z vašim obiskom. Kot veste, je Medical Center Rogaška pred 2 tednoma odprl holistični menopauzni in andropauzni center. Gre za center za ljudi po 40. letu in je prvi tovrstni center tako pri nas v Sloveniji kot v Evropi. In vi ste si ga lahko zdaj tudi ogledali. Več bomo o tem povedali še pozneje z mojimi gosti. Vesela sem, da so se vsi udeležili in sprejeli naše povabilo. Dovolite, da jih kar predstavim. Na moji levi strani dr. Danica Purk, dekanja in direktorica poslovne šole na poslovni šoli na Bledu. Jaz bi težko naštela vse njene dosežke in priznanja, ki jih je prejela, naj pa recimo izpostavim priznanje dekan leta 2010, ki ga podeljuje prestižna akademija za mednarodni menedžment. Polja gospod Lado Leskovar za sebe pravi, da je glasbenik, ampak je veliko več. Spominjam se ga, še ko so bila sodelavca, on je bil novinar in urednik na RTV Slovenija, sicer pa je v bogatem opusu posnel več kot 300 popevk in šanson. Gospa Simona Toplak je namestnica odgovornega urednika Financ, polna informacij. Njena moč v paresu in jasnosti besed me je že v času, ko sem bila še novinarka na Financah, dobesedno fascinirala. Gospod Zvone Novina je direktor Medical Centra Rogaška, ki je podprl projekt novega centra in nas je danes tudi vse lepo na začetku pozdravil. Poglejmo še na mojo desno stran. Gospa Sabina Obolnar je urednica One in One Plus, priloge Dela in slovenskih novic, ki je svojim delom močno vpeta tudi v zdravje, predvsem žensk. Dr. Damir Franič, strokovni vodja holističnega menopauznega in andropauznega centra, ki je v bistvu tudi razvil idejo v tem centru nekje pred 10 leti se je začela porajati. Gospa Bernarda Jeklin, nekdanja urednica Jane, pred leti je prejela Viktorja za življenjsko delo, sicer pa je aktivna upokojenka in ljubiteljica potovanj. In primarij magistra Venčeslav Pišot, direktor ortopedske bolnišnice Valdoltra in specialist ortoped ter predavatelj na Univerzi na Primorskem fakulteti za vede o zdravju. To so naši gostje, hvala lepa, ko ste prišli, mogoče en aplavz za začetek. Pa bi začela kar z gospod Danico Purk, svetovljanka je veliko potuje. Gospa Danica, vas lahko vprašam, kaj vam pomeni, da je Slovenija dobila tak center, prvi center za ljudi po 40. letu? Jaz ne vem, kaj to pomeni za Slovenijo. Vsaka stvar, ki je napredna, ki je nova, ki pomaga ljudem, da so bolj zdravi, da se dobro počutijo, da se imajo radi, je dobra. Ampak jaz bolj razmišljam, kaj to pomeni za me. In mislim, da bom še rajši prišla gledati v Rogaško in ne samo pit vodo, ampak še kaj drugega. Tako da mislim, da je vsaka pridobitev zelo dobra. Lahko še to povem, da smo imeli včeraj pa danes eno veliko mednarodno konferenco s 15-16 držav so bili ljudje. Bila je pa konferenca na temo Evropska unija in Turčija. In tako je bilo 20 Turkov, zelo uglednih menedžerjev in profesorjev in je ravno ta tema spajo bila na sporedu in so imeli ideje, kako bi lahko Slovenija v Turčiji s tem, da bi kupila nekaj zdravilišč na jugu Balkana, kako bi lahko svoj know-how prodajala in se uveljavljala. Tako da so bili prav navdušeni in so eno od recimo 3 pravih idej je bila tudi ta.
Super, hvala lepa. Magister Venčeslav Pišot, kaj pa pomeni nov center za zdravstveno ponudbo v Sloveniji? Zdravstvena ponudba v Sloveniji na tem področju je bila še malo, rečemo, je manjkalo nekaj, ampak kot smo prej slišali, ne samo v Sloveniji, ampak je to prvi center praktično daleč naokoli. In jaz bi rekel, da vsaka taka iniciativa in tak projekt je samo za pozdraviti, za čestitati, ker dejansko to je preventivno in kar bo lahko vsak sam v tem centru naredil zase, za njihovo pomočjo, bo preprečilo marsikaj, kar bi kasneje morali zdraviti ortopedsko in tudi drugače. Moram pa reči, da tudi mi aktivno sodelujemo ravno z Rogaško in še v vseh teh projektih, kjer sodelujemo, moram reči, da so odlično organizirani in ker vem, da smo oni to izpeljali, vem, da bo uspešno in želim dejansko čim hitrejšo puberteto in odraslost in uspeh. Hvala lepa. Gospa Bernarda, vi ste v bistvu dopolnili 76 let, vendar sodeč po vaši energiji, ki jo imate, bi zelo težko rekla, da bi se to imeli z vašimi leti, da se vam leta v resnici ne vidijo. Svoj rojstni dan ste pred kratkim praznovali v Kolumbiji, ravno potem smo se slišale. Kaj bi pa vi za vas rekli? Kako se počutite v resnici, da imate let? Jaz se počutim dobro, ker nisem nič po zdraviliščih hodila. Tako sem reči, ko sem bila zdrava in v mojih letih bi najbrž bilo že prav lepo, kakšno zdravilišče je. Samo moja domovina mi je pustila samo penzijo in vzela vse pravice in možnosti, da si grem crkljati. Tako, da mislim, da je najbolj, da sem še kar naprej zdrava, ker za vas nimam več darja. Ampak kako pa skrbite za vaše zdravje? Nikukar. Zelo slabo. To so geni najbrž, upam, no. Pa Bog me mrd, dva angelčka imam na vsak ram enega, ker drugač ne bi šlo tako glasko, tle moram kar malo v angelčka verjeti, me drugega ne kaže. Pa rekli ste, da vsaki dan donut pijete, ne? Ja, vsak dan ne. Aha, okej. Sem glih kar sprašvala, če je kaj narobe, če bi ga več. Ampak mi pa res pomaga, moram reči. In tle pa čast donut. Ok, hvala lepa, gospod Lado Leskovar. Kako pa vi skrbite za vaše zdravje? Jaz tako kot Bernardo, nič kaj. Saj imam šele prvih 70, tako da zaenkrat je v redu. Pa jaz imam 2 otroka, 3krat srečno ločen, 4krat srečno poročen, ampak samo 2 otroka. Moj prvi ima 45 let, drugi pa 18 bo zdajle. In ta drugi 18 je kriv, da jaz migam bolj, kot bi normalno, da sem leta 2000 po 34 letih prenehal kaditi. Ko sem videl ta malega Martina našega, ki je racal tam okoli v morju 6 let star, jaz pa kadil 2 škatlice na dan, čeprav sem se preživljal z grlom. Pa sem povedal, če si naredil na stara leta otroka, pa moraš paziti, da boš čim dalj zdrav, da mu boš pomagal v življenju. Nehal v enem dnevu, dobil 10, isto noč, ko sem rekel, dobil 10 kil, pa to bomo počas že preživeli, in pomagam Martinu v življenju. Tako da je to kar dosto pravo. Zraven tega pa, jaz sem pel z najdaljšim stažem profesionalnim pri nas, pojem, čeprav sem prejšnji teden prišel iz bolnice, ker me je infarkt en malo udaril. Tole bo danes prvi moj nastop po tistem, tako da vidite, da sem še kar premoč in bom nadaljeval tako, kot bo zdaj. Jaz pa sicer raj, ker sem štajerski vin popijem kar donut, to pa moram biti. Pošteni ste iskreni čestitke, najprej, da ste v enem dnevu nikoli kaditi in drugič, da ste tako dobro in hitro prišli v formo, tako da smo toliko veliko bolj veseli, da ste danes z nami. Jaz sem predvsem vesel, da sem. Hvala. To pa verjamem. Gospa Sabina Obolner, dejali ste, da tisto, kar si boš v mladosti uredil, boš v starosti žel, ko smo se pogovarjali, da je ključna psihična kondicija.
Kako lahko rečemo, kako vi skrbite za njo? Ja, kakšne posebne teorije zdaj dejansko nimam, da bi jo lahko tle povedala, ampak določene situacije mislim v življenju, da te utrdijo določene stvari, ki so recimo nezaželjene, ko si v bistvu žalostne, pa so ti odveč, ko si ti v življenju prihaja na pot, ampak dejansko, če človek neke izkušnje vzame kot dobre oziroma kot neko izkušnjo, ki te gradi, ki te utrjuje, recimo je to odgovor delno na to psihično kondicijo. Ne? Tako da danes vemo, da so službe zelo naporne, morda so bile tudi včasih, ne vem, ampak danes zagotovo so in pomeni, da človek mora res dejansko biti predvsem močen, da vse te pritiske zdrži, torej v tem seveda, če imaš družino in skrb za otroke, tako da kot rečeno, sprejmem vsako izkušnjo, tudi neprijetno, kot neko stvar, ki mi bo nekoč enkrat življenje zagotovo prišla prav. Sicer pa seveda aktivno življenje, tudi fizično, ki te sprošča in ki recimo hoja tek, da človek nekaj, da se prediha. Neke take stvari si mora človek v mojem življenju poiskati, da gre lažje skozi. Hvala lepa. Gospa Simona Toplak, vi ste danes tu med mlajšimi, vendar je vaše delo prav tako izjemno stresno. Bi lahko rekli, da že danes skrbite za vaše zdravje, za potem, za starejše leta? Tukaj smo zdaj vsi novinarji, pa šov, biznis delamo, pa seveda ne. Gospa direktorca, gospodje direktorji, tako da jaz sem v bistvu učbenik za to, če se ne smeš delati. Ne. Jaz jem enkrat na dan, gibljem se ne, pijem absolutno preveč, ker pač ne vsi gospodje direktorji tudi pijejo in imajo rajš cviček ali pa janžovc ali pa kakšno vino kot donat. Superge obujem in seveda, ker prijem z laufanja, se absolutno ne počutim čisto nič sproščena, ampak edin, ker me žene naprej kakšna klobasa. Zelenjave tudi najem, sadja tudi najem, tako da absolutno kar ne delaš. Ne, je pa zanimivo, da sem bila na pregledu letos po 10 letih, ker tudi tega ne počnem, ne, in je vse v redu, nimam kolesterola, nimam visokega pritiska, sem tako 24/7, kaj te žene naprej, ne, jaz itak pravim, da ne vem, najbrž tele vsi, ne, imamo zelo dobre gene, ali pa to naredi novinarstvo, ali pa to, da si pa nek pred publiko, pa da te ljudje ploskajo, to je tudi nekaj. Aplavz ste dobili, zdaj ste vse skrivnosti, kaj se ne sme delati, tako da bo center pravi recept za vas. Kaj pa v resnici predstavlja, kaj je njegova posebnost? Dr. Damjan Franič, lahko vi prosim poveste? Ja, tudi v mojem imenu lep dober večer vsem. Vesel sem, da ste prišli v tako lepem številu in moram reči, da sem tudi jaz vesel, da sem končno dosanjal nek svoj san, da se ta center enega lepega dneva končno odprl. Ideja tega holističnega centra je v tem, da tisto, kar sem se jaz učil v menopavzni medicini, sem več po 15 let, zelo aktivno in predano, je, da poskušamo na enem mestu multidisciplinarno in tudi celostno se posvetiti vsakem posamezniku na drugačen način. Namreč individualni pristop v menopavzni medicini je od nekdaj vsi ga, o tem se govori, to nas učijo, na vseh simpozijih se kar naprej o tem govori, ampak v praksi pravzaprav ta zadeva ne zaživi. In to me v bistvu skozi gnalo in mikalo, da bi to poskušali narediti. In zdi se mi, da je Rogaška idealen kraj, zato ker imajo vse tisto, kar jaz mislim, da bi trebalo v enem takem centru biti, a to je za vseh različnih zornih kotov obdelati moškega in ženskega po 40. letu. V tem centru seveda bomo vključili tudi druge strokovnjake, ki so že tukaj. Kardiologe, dermatologe, estetske plastične kirurge, urologe, interniste, gastroenterologe in tako naprej. Se pravi, vse tiste, ki nam pomagajo tam, kjer bomo
najdli nek problem, ki ga ne bomo sami znali rešiti. In tudi ena novost je, da se bo tukaj izvali tudi majhni operativni posegi, se pravi, odprli bomo endocenter, kjer bomo izvali tako posege v maternični votlini, tako imenovane histeroskopske posege, bodi si diagnostične ali operativne, in tudi uroginekološke posege. To so vse posegi, ki ne potrebujejo splošne anestezije. In to pomeni, da tudi pacientka, ko pride in ugotovimo neko patologijo, takoj tu patologijo lahko na istem mestu uredimo. Evo, to bi recimo nekako bila ideja. To se pravi multidisciplinarni pristop, holistični pristop, vsakem posamezniku se prilagodimo glede na njegove želje, preference, na njegov trenutni status, ki ga najdemo, in na njegovo preteklost, ki jo pripelje v sabo. In izdelamo za njega program. Prej sem se pogovarjala, vprašala sem me, kaj to pomeni, koliko časa pride človek, oseba na pregled, ne, in ste rekli v 2 dneh, kako pa to zgleda? Mogoče sem še en komentar na to. To tako, mislim, ideja je, da se v čim krajšem roku poskuša pacienta obdelati. Zakaj smo rekli 2 dneh? 2 dneh smo mislili za paciente, ki so tukaj v Rogaški kot gosti. To je vendarle neka naša ciljna populacija. In prvi dan naredimo kompletne preiskave, vse tisto, kar je potrebno, da bi dobili neko sliko o pacientu ali pacientki, in drugi dan se potem ponovno usedemo in vidimo, ali je potrebno še kaj drugega narediti za tega bolnika, ali smo končali zgodbo in naredimo za njega program. Zato smo mislili, da je to 2 dneh. Seveda, 2 dneh je v nekem idealnem času moč tu zadevo izpeljati. Jasno, da če bo sam pacient oziroma pacientka želel kakšno drugo uslugo, operativno, estetsko, dermatološko ali pa kardiološko, da bo seveda se ta zadeva lahko tudi podaljšala. Seveda tudi pri osteoporotičnih bolnikih, kjer bo potrebno ga naučiti rehabilitacije ali pri uroginekoloških ga naučiti določenih vaj za krepitev mišic-medeničnega dna, lahko ta zadeva traja nekaj časa. Okay, prej smo se pogovarjali in je gospa Gorenškova omenila, kaj ne govori, ko joj, pa v Rogaški Slatini, vse dokar je avtocesta je v redu, pol pa kar ne, in je rekla, ampak veste, kad greste večkrat, je pa pokrajina lepa, lahko vse drugo opazite. Gospod Novina, in gre za prvi tak celostni center pri nas, in kako to, da smo ga postavili prav v Rogaški Slatini? Zaradi nas, ne? Za dr. Franiča, kjer imamo krasno idejo. Mi smo se pogovarjali o tej ideji, smo se pogovarjali 1 leto. Ne. On je mene prepričal, jaz sem ga poslušal, pa sem jaz njega prepričal, pa je on mene poslušal. Potem smo ugotovili, da bi bilo fajn, če se oba poslušava, in smo prišli do neke oblike sodelovanja. Sicer pa seveda Rogaška Slatina ima 257,000 nočitev na leto, od tega je čez 200,000 nočitev tujih gostov. Po drugi strani je Rogaška Slatina bazira na gostih, ki so dejansko povprečno starejši kot 40 let, ima dolgoročno tradicijo. Dela z gosti več 100 let. In prav gosti so tisti, ki so nas spraševali, kaj novega. Pravzaprav nas sprašuje non-stop, nas sprašuje, kaj je novega. In pač Rogaška Slatina ponuja stvari, ki so primerne našim gostom. Smo se približili njim in tako, kar je rekel dr. Franič, govorimo o individualnem pristopu. Kljub takemu številu nočitev vsakega gosta obravnavamo kot posameznika. Sicer se ne bi vračali, pa se kar vračajo. A lahko jaz kot gostja tukaj v tem hotelu oziroma v tem domu zdraviliškem povem še nekaj. Mislim, da jaz sem včasih hodila večkrat sem, potem me pa nekaj let ni bilo in letos sem prvič po dolgem času prišla in sem izjemno presenečena nad kakovostjo ljudi, nad vsem, kar nudijo in kako to delajo profesionalno in z veliko ljubeznivostjo. Dostikrat sem srečala, ker sem pač vsak teden skoraj v avionu, veliko Rusov, ki sem prihajajo, pa tudi
precej znancev iz Italije, ker to so vaši glavni gosti, kot sem videla. In seveda si zelo navdušen, ko vidiš, in se mi zdi, da tu imamo nekaj podobnega, neko podobno dejavnost. Mi na Bled pripeljamo zelo veliko ljudi, ki pridejo študirati management, vi na drug način pripeljate sem ljudi in mislim, da se Slovenija premalo zaveda, kaj ima. In bi lastnikom in vsem rada čestitala, mislim, da bi se zelo slabo počutila, če ne bi tega povedala. Kako sem pa prišla v Rogaško, tako da sem bila po poslovnem potovanju, kjer smo šli slovenski poslovneži na Nizozemsko in se srečali tam s kakšnimi 300 ljudmi in je vaša sodelavka za marketing, gospa Saša Jakoš, imela eno tako prezentacijo, na tako visoki ravni, veste, da so samo strmeli in so rekli, zakaj nas ta zanima, tako ker je predvsem usmerjena na zdravstvo. Ker vrsta naših zdravilišč ima vse mogoče, veste. Tukaj je pa zdravstvo. In to je bila izjemno dobra strateška odločitev. In so rekli, nas samo vi zanimate, zato ker mi imamo zavarovalnice, mi bi radi ljudi pošiljati k vam in tako dalje. Tako da res čestitam k osebju, ki je zelo visoki svetovni ravni. Hvala lepa. Čestitke. Da bi se pa malo taknila teh tabu tem, dr. Franjič, najbolj da z vam začnem. Katere so tiste najbolj pogoste težave, s katerimi se srečujo ljudje po 40. letu? Ko so se srečale prvič, je bilo to moje vprašanje, pa ste razlagali, zdaj to imamo že tako, ne, ampak vse. Daj vam pogledati, pa če nam poveste, katere so tiste res, ki so najbolj pogoste? Ja, če govorimo o ženski, jaz sem vendarle ginekolog in bom s tem začel. Seveda, po 40. letu se začne najprej hormonalne motnje, ker seveda žensko pripeljejo počasi v eno stanje, ker postane s takim načinom življenja več ali manj nezadovoljna. Pestrijo razne menstrualni problemi, potem predmenstrualni sindrom, pa seveda potem se začnejo počasi predmenopauzalne klimakterične težave, od vročinskih navalov, nočnega potenja, nespečnosti, nervoznosti, upada libido in tako naprej. In seveda eno aktivno žensko, sodobno žensko v današnjem času, seveda vsi ti simptomi, vse te težave izjemno zmanjšajo njeno kakovost življenja in kot takšna težko funkcionira. Tako da so to v bistvu glavni problemi, s katerima ženska prihaja. Seveda, vse bi bilo v redu, ampak se populacija stara. In kadar govorimo zlasti o ženskah po 50. letu, se pravi o pomenopauzalnih ženskah, se jim pridružijo vse drugi problemi. Se pravi, uroginekološki problemi, tako imenovana urogenitalna atrofija, sluznica se stanjša, potem pa seveda problemi kasni, kot je osteoporoza in bolezni srca in ožilja. Vsi ti problemi, jasno, ženski izuzetno zmanjšajo kakovost njenega življenja in zaradi tega je to naša ciljna populacija, ki bo tukaj prihajala, da poskušamo in pomagati. Jasno, da se bo v tem pridružile še neke druge stvari, kot so dermatološke zadeve proti staranju, terapije, razne posegi, hormonski, nehormonski in tako naprej. V redu, zdaj mogoče, če bodo zdrav se zdaj spomnil, da ni, ker ste to našteli, a bova dodala mogoče še kakšne težave za moške? Ja, seveda, tudi moški imajo probleme. Čeprav ta andropauza je en termin, ki meni ni najbolj všeč, zato ker moški nima menstruacije, to se pravi, da nima zgoditi, da ne prihaja v pauzo, ampak je to problem moškega, ki se stara. In moški, ki se stara, ima podobne probleme, da mu pada njegova prvič moč, fizična, psihična, pojavljajo se problemi z spolnostjo v obliku takšne ali drugačne erektilne disfunkcije in seveda tudi hormonsko so ti nekateri moški zelo prehranjeni v povezavi z metaboličnim sindromom, z debelostjo in klasičnimi problemi kardiovaskularnimi, ki pestijo sodobnega človeka. Jasno, da tudi takšen moški potrebuje nek nasvet, pogovor in strah, ki ga prinese sabo. Kot veste, moški smo bolj problematični kot ženske, se težje odpiramo,
smo manj odprti do tovrstnih, ker mislimo, da moramo biti celo življenje mačoti, da ne smemo pokazati našo šibkost. In zaradi tega je mogoče takšen center, ki je malo izvan nekega žim-žal dogajanja velikega mestnega vrveža, mogoče dobrodošel, da pacient v miru pove in zaupa svoje težave. Hvala lepa. Magister Pišot, pa se vam zdi, zdaj smo menili o težavah, pa recimo pacienti govorijo o teh težavah, recimo katere izpostavljajo, v starosti 40 imajo navado, da tukaj preprosto govorijo. No, jaz imam drugo področje v ortopediji, in morda je lažje. Vsekakor pacient mora povedati svoje težave, mora zaupati zdravniku. Mi upravljamo predvsem področje prizadetosti gibal, ki omogočajo neko aktivno, kvalitetno življenje in mora se med bolnikom in zdravnikom spostaviti neko zaupanje tako pri pogovoru, da se potem pride do pravilne diagnoze, da se pride do pravilne terapije in jasno pol mora, če koliko je potrebna operacija, mora tudi bolnik zaupati zdravniku. Tle bi pa rad nekaj rekel, da danes v obdobju interneta, morda so malo tudi mediji, pa to ni krivo, danes bolniki že skoraj bolj zaupajo zdravilcem kot zdravnikom in to je morda slabo, ker zaupanje pa vzbuja vse tehnologije in pravilno pretvoji tudi neko lastno bioenergijo, ki pomaga k hitrejši potem rehabilitaciji. Torej, vsekakor mora bolnik zaupati samega svoje težave bolniku, potem pa zaupa tudi, da se je odločil za pravega zdravnika in da ga bo ta pravilno operiral ali pa zdravil. Gospod Novina, pa bi lahko rekli, da o temah, ki govorimo, da so to tabu teme, recimo, če nekdo impotenten, verjetno ne bo to ravno razglašal ali pa da je v depresiji, niso to stvari, s katerimi bi se ljudje hvalili. Bi lahko rekli, da gre za tabu teme? Ja, seveda gre, ne. Zdaj, gospod Leskovar je povedal na glas, da ima iz 4 zakonov 2 otroka. To povemo vsi. Jaz povem, da imam iz manjšega števila zakonov več otrok, ne? Ampak potem nekatere stvari pač ne govorimo na glas. Ortopedi mogoče, ginekologi, pa urologi pa morajo dobiti podatke in taki centri, kot je naš, jaz mislim, da je pač pravi prostor, da se začne o teh stvarih predvsem pisati. Predvsem, da ljudje, posamezniki, ki se pojavimo enkrat tudi kot pacienti, na koncu koncev, nas se čaka nekaj, se upamo, ne? Da bomo preživeli in živeli ta leta. Ti dogodki moramo tudi izobraževati ljudi. Taki centri se namenjajo tudi temu, da se odpirajo nove tabu in da se tabuji podirajo. Nove teme od teh se začne javno govoriti, da se srečujemo v taki ali drugačni obliki in da na drugi strani kot poslušalci ugotavljamo, da nismo edini, ki imamo take težave, ampak da je to nekaj normalnega.